Na današnji seji smo na preiskovalni komisiji potrdili izvedbo dodatnih preiskovalnih dejanj. Predlagatelja sta bila gospod Cveta Zalokar Oražem in pa zagovornik preiskovanca gospod Miha Kozinc. Vsebina obeh je podobna, tako da lahko strnem njune predloge v 4 točke. In sicer prvič, komisija razpolaga s skrajšano verzijo poročila notranje preiskave v NLB o uhajanju podatkov o zadevi Ultra. Predlog je bil, ki je tudi sprejet, komisija naj pridobi osnovno verzijo poročila, se pravi integralno. Drugič, tabele, ki so prišle v javnost o kreditni izpostavljenosti Ultre, naj bi v originalni verziji vsebovale tudi diagram lastniških povezav med različnimi podjetji in stanje terjatev banke do teh povezanih podjetij v skupini Ultra. Predlog je tudi sprejet, pridobi naj se celotna dokumentacija, ki jo je v začetku maja 2009 gospod Janez Sajer posredoval takratnemu predsedniku uprave NLB, gospodu Drašku Veselinoviču, ali pa vsaj, če jo je pripravil za njega. Tretja točka, pridobi naj se podatke o boniteti Ultre v času sklepanja kreditnih pogodb v NLB. Četrta točka, komisija Državnega zbora naj od Nove Ljubljanske banke d.d. pridobi podatke o tem, koliko podjetij kreditojemalcev je bilo v letu 2009 pri NLB izpostavljenih v skladu s kriteriji, ki jih je glede na prvovrstnost, ustreznost in primernost njihovih zarovanj opredelila Banka Slovenije, in kolikšen delež med njimi so takšna podjetja predstavljala. To so vsebinske zadeve. O širitvi nabora prič nismo sklepali, ker ni bilo nobenega predloga. In še zadnji sklep, da naslednja seji bosta 8. in 10. junija, ko bi se naj zaslišalo 6 prič, še ki so v okviru tega dela preiskave o kreditih Ultre Nove Ljubljanske banke. Toliko bi bilo v današnji seji.